Lep pozdrav vsem. Pred parimi dnevi sem v objavi pisala o dveh pristopih k soočanju z rakom. Prvi je boj proti raku, drugi pa je sprejemanje z namenom notranje preobrazbe. V tem videu pa želim še te razlike malo bolj jasno razložiti. V začetku je meni rak predstavljal poraz dosedanjega načina življenja. Jasno mi je bilo, da rak sam po sebi ni vzrok, temveč je posledica notranjih nezavednih disharmonij. In kasneje, ko sem bolezen že popolnoma sprejela, sem uvidela, da če sem živela s temi notranjimi disharmonijami in tako pripeljala sebe v stanje bolezni, se lahko iz nje s pomočjo notranjega soočanja tudi osvobodim. In sama sem se tako na poti do ozdravitve večinoma ukvarjala s svojo notranjostjo, svojimi čustvenimi in mentalnimi stanji. Težila sem k prevzemanju odgovornosti za svoja čustvena stanja, k notranjemu svobodnemu življenju, k miru, zaupanju vase in pa sprejemanju sebe tudi takrat, kadar nisem bila taka, kadar so drugi pričakovali od mene ali pa po nekih nepisanih pravilih. In skozi to notranjo preobrazbo sem uspela zgraditi popolnoma drugačne temelje, ki bolezni kot je rak preprosto ne podpirajo več. In ja, pravo zdravljenje se lahko prav zares začne šele takrat, ko oboleli sprejme bolezen. In vsak ima svojo zgodbo, svojo pot, kako se sooča z rakom, in ne obstaja ena šablona, ki bi vsi lahko šli po njej, a ne. Za vsakega v bistvu obstaja nekaj posebnosti. Obstaja pa skupni imenovalec, rdeča nit, ki nas vodi naprej. To je pa iskrenost do sebe, priznanje nemoči, sprejemanje pomoči in pa predvsem odločitev, da ne gremo v boj proti bolezni. Ko govorimo o boju proti raku, je ta boj vedno dvosmeren. In vemo, ne, da ena stran mora slej ko prej popustiti in žal pogosto rak ne popusti. Ostaja, ker ta boj obolela hrani s svojim fokusom, z vlaganjem svoje energije v ta boj. In ja, tle je razumljivo, da se nekdo, ki se sooča z rakom, bori za življenje. Ampak rak prinaša tudi zelo pomembna učenja. Naprimer, kako imeti do sebe bolj zdrav odnos, sočuten, sprejemajoč odnos. In tukaj je ključno, da se boj spusti in si oboleli dovoli, da se odpre tem učenjem. To ne pomeni, da se preda bolezni, ampak da je odprt za izgradnjo novih temeljev za bolj zdravo življenje. In danes z vsem srcem želim, da bi vsak, ki se sooča z rakom, našel svojo pot do trajne ozdravitve in svobode. Hvala, ker ste si vzeli čas in želim vam lep, uspešen dan.